načrtovali serijo večerov Klepet ob knjigi, smo staknili glave na uredništvu založbe Sodobnost International v okviru na novo oblikovanega kluba Knjižni klub Horizont. In prvi naš razmislek in pomislek je bil, pa bom usekala, se temu reče, kar naravnost. Drago, a si kdaj pomislil, da bi svojo življenjsko zgodbo prodal kakemu pisatelju? Recimo, kako povedati, ko se ti zgodi nekaj groznega, kako povedati, da razen tega ne obstaja nič drugega. Pisatelj, recimo, reče, ni pomembno, zakaj ptiči pojejo. Pa čisto dosti. Ali pa recimo odnos do življenja, zakaj Finci, pa recimo po moje to Slovenci, v življenju ne najdemo nobene radosti. Pisatelj pravi, zakaj ne stopijo v sredini življenja, pa se mu pustijo očarati. Pa še prav takšne zgodbe. No, pač tukaj je tak mal metafikcijski vložek na začetku, ko naj bi začel s tem srečanjem na literarnem sejmu. On vse lepo opiše, kako se je to zgodilo, kako je nek pisatelj po imenu K, samo prvo začetnico svojega imena navede, Kari Hotakainen, imel pisateljsko blokado in se je zelo nekako realistično opisuje. Zdaj, potem ne vemo, kaj, ampak ali je do tega srečanja sploh prišlo, čeprav to je vse skupaj fikcija, tega se moramo zavedati. Tako da, kaj se je zares zgodilo in kaj se ni, pač ne vemo, ampak... Prej si omenil, da najdemo v knjigah tudi nasvete, ki nam včasih seveda pomagajo prebroditi tudi kako težavo ali pa se nad njimi zamislimo. Knjiga je posebna tudi v tem, da namreč vsebuje celo vrsto nasvetov, ki so zapisani na poseben način. In sicer jih zapisuje mama, se pravi glavna junakinja, nasvete na razglednice in jih vsake toliko časa pošilja svojim otrokom. Druga stvar je pa tango. Tudi tango je zelo popularen in na vasi se, tako kot imamo mi polko, recimo, oni plešejo tango. Tango je en ples, ki ga skoraj vsi obvladajo. Prideš nekam in recimo polet, tam postavijo nek oder, sred vasi in se pleše tango. Tako da tudi mlajša generacija, še bolj pa srednja, starejša generacija, to je njihov ples, ki se je obdržal. Sigurno, oni pravijo, tudi moški, spet bom rekla, pa Finci sigurno niso edini, ki imajo recimo probleme z izražanjem čustev, ampak prav finski moški so rekli, da ja, da ko plešeš tango, to je krasno, ker tebi ni treba povedati ženski, kaj čutiš do nje, ker to namesto tebe naredi pevac. Ko upeva, da kako si lepa, rad te imam, ne zapusti me in take stvari, da to pač ženska to ve, ko plešeš z njo, se te besede pač lepo stapljajo in z njegovimi občutki in potem njemu tega ni treba razlagati. Je pa res, da je pa avtor zelo lepo opisoval njihova stanja, zelo lepo opisoval njihov način razmišljanja in zelo enostavno nam je preskakovati iz glave, recimo Salme, v glavo Helene, pa Maje, pa Peka, recimo. In je, v bistvu, spremljamo več različnih zgodb, ki imajo skupni imenovalec, ki je Salme, pa nad temi zgodbami pa vsi seveda ta tragedija. Pravzaprav predstavi neko novo podobo, ne bom rekla nekega novega moškega, ampak enega izmed ljudi, ki živijo v svetu in se pravzaprav sploh ne zavedajo, kako pomembna je človeška bližina. To je, se pravi, se zdaj navezuješ na Heleno, na tisti dogodek, ko spozna moškega in ja, se pravi, to je na neki službeni zabavi, njeni in ona se zaplete v pogovor z nekim moškim, ampak potem ugotovi, da kako je v bistvu ta njegov nastop. On je tudi uspešen, je na videz zelo urejen in tako samozavesten, ampak kako je ta materialna neka gotovost in
da kako je vse to v bistvu zelo prazno, no? Kako ta človek v bistvu nima nič zapovedati in je začne dolgočasiti zelo, zelo hiter. Po kakšne par stavkih točno ve, kaj bo povedal, kaj bo rekel in potem se zdi, zakaj nas se sploh s tabo ukvarjam tukaj. Nekje postavi prognozo za naprej. Je na bistvu to ni prognoza, ne? Kar pri Heleni fascinira je to, da njej se vedno odvija še nek drug program. Namreč, ko se zapleta v komunikacijo s tem moškim, pride do točke, ko se mora odločiti, kako bo peljala razgovor naprej. Bom pa jaz povedala še eno šalo v finsko, medtem ko razmišljate, če lahko, ko smo govorili o nekomunikativnih moških, mogoče ste že slišali, ampak ta je kar precej razširjena. Prideta dva Finca zvečer, najbolj petek ali sobota, ko grejo Finci popivati v bar, pa reče, pa gre prvi naročiti dva kozarčka vodke, prinese do kolega, reče na zdravje, spijeta, gre naslednjič do šanka, spet prinese vodko, na zdravje, spijeta. Čez 10 minut, še enkrat, prinese, reče na zdravje, ga kolega pogleda pa reče, sem mislila, da so prišla pit, ne se pogovarjati.